Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni na našem kanalu Zgodovina slovenskega alpinizma. V prejšnjem delu oziroma epizodi zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma ste si lahko ogledali spomine Antona Sazonova Tonača na eno od najbolj epskih zgodb naših alpinistov. Prvo, zimsko ponovitev Čopovega stebra v Triglavu, ki so jo Tonač, Aleš Kunaver in Stane Belak, med plezalci bolj znan kot Šrauf, preplezali leta 1968. V 8 dneh v nemogočih razmerah. V zvezi z zimskim čopom pa velja omeniti še eno zanimivo, zabavno prigodo, ki pa tudi lepo odslikava stanje alpinizma na Slovenskem v tistem času. Torej, veliko resnega in težkega plezanja in pa veliko prijateljstva, zabave ter heca. Preden pa si jo pogledamo, naj za uvid oziroma uvod še enkrat ponovim kronologijo vzpona, ki je ključna za razumevanje te zabavne zgodbe. Kunaver, Sazonov in Belak so poskusili v smeri že prej. O tem se je po alpinističnih odsekih oziroma ferajnih, kot jim še danes med plezalci rečemo, veliko govorilo. Vsi so čakali na uspeh v steni. Zadnjič so bili v steni kakšen teden pred začetkom končnega uspešnega vzpona, torej tega, ki se je začel 31. januarja. A takrat jih je odvrnil močan veter in morali so se vrniti domov v Ljubljano. Takrat, ko naj bi, torej trojica Ljubljančanov po napovedih bila v steni, sta v vrata prišla Marička Horvat iz Akademskega alpinističnega odseka, velikega rivala alpinističnega odseka Planinskega društva Ljubljana, Matica, katerega člani so bili Kunaver, Sazonov in Belak, in zraven nje Matičar, Jaka Kastelic. Ker treh matičarskih asov v steni nista zasledila, vreme je bilo krasno, lepo, odlično za vzpon, vsaj tako sta sklepala, sta zvečer s pomočjo ojačanega čaja na steno v zimsko sobo v vratih napisala eno zelo zanimivo, zbadljivo pesmico. Ko jo je Šrauf prebral, se naj bi ob kanonadi njemu znanih, značilnih izvirnih kletvic menda pridušal, da ali steber tokrat zlezejo, ali pa ga iz vrat nesejo samo še z nogami naprej. Poglejmo si sedaj to pesem. Avtorja sta jo naslovila kar s Čopov steber, vsako kitico, 6 njih, pa sta opremila z opisom. Takole gre. Čopov steber, uvod. Tam, sredi stene severne Triglavske, famozni Čopov steber se v nebo poganja. Mar katerega ekstremista iz dežele Kranjske po zimskem vzponu slaše ne preganja. Zaplet. Razvedelo se po vasi je ljubljanski, da trio matičnjakov v steno se odpravlja. Navlekli krame v vrata so pripravniki in članski, da li kaj haska vode, se vprašanje ustavlja. Vrh. Prišla pod steno na oglede sta dva patriota. Kukalo, objektiv sta v Čopa uprla. Zaman naivneža sta v steno zrla, kapelnov ni, zagvišno bo pomota. Intermezzo. Razmere v steni so bile prekrasne, za malo, da sonce še po noči ni sijalo. Zakaj pogojev teh kristalno jasnih se kapelnom velikim ni izrabiti dalo? Razplet. Šušlja se, da te zime Čehov se ni bati. Pobral je Eiger Nemca, kandidata. Zatorej tujca letos še ne bo pred vrata, čemu bi mučili domači se primati. Epilog. Gore naše so prenizke, Hindukuš bi bil še kar,
Zato na tuje na obiske hodimo gledat hribov čar. In nauk Hindukuš bo trening za čopa. Kaj pa na to pravita danes Marička in Tonač? Prisluhnimo. No, to se je vedelo, ne, da se pripravljajo, ko so se resno pripravljali. In to se je vedelo, da bodo te šli in smo bili vsi srečni, da bojo oni prej, kakor pa kakšni Čehi ali pa kakšni Nemci, ker Čehi so sem hodili in so tudi kakšno prvenstvo nam ukradali, ne. Nemci pa sploh. So rekli, fino gre, zdaj gre pa Šravf, pa bodo, ne. No in potem je kar vreme nastal, pa je bilo rečeno, evo, da so pa v steni. To že prej so se pripravljali, so nosili in pripravniki kaj gor pod steno, da so imeli tam zalogo, ne, da ni treba bilo v enem dnevu vse gor to so mi kaj znosili, ne. In potem je bilo pa tako, da so rekli, zdaj pa jaz v Rio, ne, smo se dobili. Zdaj so pa not v steni, bi bilo fajn, če bi kakšen bil dol v zimski sobi, da bi bil za kontrolo, da bi za komando, ker takrat mobitelov ni bilo, walkie-talkie so bili taki ogromni, da jih niso s sabo vzeli. Smo rekli, v redu, je rekel, prvo je bil tale Jaka Kastelic, je bil matičar, tako da ni bilo nasprotja med APD pa matičem. Jaka Kastelic je rekel, jaz grem dol, sem rekel, evo, jaz grem tudi. In sva šla v vrata. Smo rekli, dobro, gremo zdaj pogledat, kako je, pa da jih pozdravimo pa to. Pa gremo do zimske sobe, še naprej, nobenega nikjer. Se nič ni videli, nič slišali, nič. Pa so šla pa nazaj, pa so malo čajčke kuhala, pa so pesnila in Jaka je gradbenik, ima lepo pisavo in je on lepo napisal take lepe črke skozi veliko steno, takole, nad štedilnikom lepo smo napisali tisto. Lepo tako, ko se šika, ne, uvod, intermezzo in tako naprej, vse. In pol je bilo konec, pa sva šla drug dan domov. Jaz sem potem, ko smo dal prišli s Kastelicam, ne, jaz sem to lepo fino natipkala in jim nesla na Miklošičevo. In so bili, Petrač je bil hud. Že takrat, ko smo bili potem z Maticem dol, ne, in Matic rekel, ja, kaj to, ne, se hecel, ne, se mu je fajn zdel, kaj pesem, pa so študirali, kaj ćemo napisati, ne, in potem so spesnili 2 verza, ne, to ni to, ne. Pa sploh ni bila APD proti Matici, ampak je bil tudi Matiča zraven, a veš. Čeprav je pa Grošelj napisal, da sta oba dva bila akademca, ne, Kastelic je bil matičar in so ga potem prav, a veš, izdajalec, ne. Kar Tunača vpraša. Izdajalec. Ne, so se hecali, to je hec bil, ne. To je hec bil. In potem enkrat je bila kmalu po tistem, ko je bilo že smo imeli pa na Krvavcu, imela GRS vaje, pa je bil tudi Aleš Konavar, pa so medve z Mico tudi prišle. In je bil Aleš, je bil kar po svoje navdušen, saj je rekel, je bil kar na menda je bil Šravf kar jezen. Ampak on se je jezil za vsake reči, veš. Ja, ko smo mi, to je bilo tako, ne, to je bilo tistega leta, ko smo mi to splezali, ne. En teden prej, ali pa ne vem, 10 dni prej, smo mi trije prišli v vrata, da bi to plezali, veter je pihal kot strela, da nas je kar malo po tleh metal, snežilo je, no in smo prišli pod steno, smo rekli, ja, tale vreme, to pa zdajle ni za kakšno plezarijo, ne. No in smo pod steno tam preniskali, pustili opremo in smo rekli, ko se bo pa tale vreme zdajle umiril, pa ni hudir, da ne bi ratali par dni lepega vremena,
pustimo opremo tukaj. In ob prvi priliki pridemo sem. A ne. No in jasno, nazaj dam službo in vremenarji so takrat obljubili, da se bo vreme zboljšal, pa da bo 3 dni sigurno lepega vremena. In glih tisti prvi dan sta 2 kolega, ena Marička Horvat pa Njaka Kastelic, sta prišla kot ferbca ke v vrata v tisto koravlo pri Aljaževemu domu in gledata, kje smo mi, a ne. Jasno, mi smo bili še v Ljubljani v službo. No in ta Marička malo tako, bi rekel, provokatorska, ta Jaka, to je moj dober kolega, je bil pa tako pesniško navdahnjen, a ne, in sta naredila tam eno pesemco, jaz jo zdajle ne vem na pamet, ampak sem jo pol po tej plezariji, sem šel en dan v vrata in sem to fotografiral, tako da nek moram imeti še to pesemco na fotografije, ne. Ja, takrat, no, to se pravi, to je bilo kakšen dan ali pa 2 dni pred našim prihodom, a ne, in ko smo mi zvečer prišli v karavlo, tega nismo porajtali, ampak naslednji dan, ko smo pa vstopili, jasno pogledamo tisto belo steno, pa take lepe črke, ne vem, flowmaster ali kva je bilo, to pesemco napisano in Šravf je začel besneti, prekleti akademiki, pa ne vem. No, midva s Kunavljem smo rekla, ne sekiri se, ne, pač zdajle je naš cilj plezarija, ne tele pesemce, ne. No, en naš kolega Janežič, Peter Petrač, je pa tudi za to pesemco pol izvedel, ne, ko smo mi že splezali, pa prišli v Ljubljano in menda, da je on pol poslal pismo, pa noter en ta stih: nismo se bali Čehov, Nemcev, bali smo se pesnikov, akademcev, a ne.